Sem Hribar Valentin, rojen v Krškem 26.1.51. Tukaj je moj star oče imel parno žago. Za mojim hrbtom vidite line, sušilnice oziroma parilnice lesa, katere so med drugo svetovno vojno Nemci uporabljali kot bunker ob reki Krki. Krka je tu blizu. Krka je tle 10 metrov stran. Žaga je bila med leta 1941 odpeljana v Avstrijo, ker so Nemci ves levi breg reke Krke izselili v taborišča v Nemčijo. Moji starši so pa emigrirali v Kostanjevico na otok, kjer so imeli še eno hišo in so tam med vojno živeli. Stara mama mi je pravila, da je med vojno šla tukaj na žago večkrat tudi po drva za kurt. Imela je stike z temi Nemci oziroma Nemci obmejnimi stražarji. Tej stražarji po pripovedovanju so bili v glavnem Avstrijci starejši, ki pač niso bili sposobni na fronto. Tle za mano vidimo te kurilnice, te sušilnice, katere so bile med drugo svetovno vojno, kakor boste pozneje videli. Z leve strani so line proti reki Krki, v katerih so te avstrijski oziroma nemški vojaki stražili mejo. Pojmo te line pogledati najprej. No. Kar pridite pokazati. Ja. Tele na levem vogalu je ena lina, očitno so bili tle neki mitraljezi, in tukaj je bila še ena lina, katera je tudi služila za opazovanje terena ob Krki. Za mano, poleg ostankov stare žage, vidimo tudi našo hišo, v kateri so imeli Nemci med drugo svetovno vojno komandno mesto za ta stražarska mesta, ki so se nahajala tu ob reki Krki. V hiši sem še zadnjič opazil radijsko anteno, ki je bila napeljana pod strešjem, in sem jo pustil prav gor. Nemška antena radijska so izolatorji, se vidi, kje je bila pripeta pa žica, ampak žico pa me si stara mama odpela, pa za kaj je rabila, takrat je bila žica zelo velika potrošnja. Ampak sem gledal, kaj so te, sem električar po stroki, ne, in sem videl, da so te izolatorji, in na drugi strani sem najedel in tle je bila pod streho napeljana noter za radijsko postajo antena, ne, 100%.